vedno v življenju so me zanimali neka velika prizorišča, neki spektakli, ono tretjo, ne. Ampak na koncu vidiš, da najboljše dogodke doživiš v malih prostorov, kjer si neposredno z tem človekom. Ta hiša je kar poklica, ko smo se sprehajali po Ptuju, je v bistvu neverjetno res kar potegnila najo je. In ravno tako se je šlo, da tudi ni imela nekega ozadja, se dala, ravno je bila na prodaj. In vse skupaj dobesedno najo je poklicala. Potem je vse skupaj dali bilo popolnoma neplansko. Neplansko, potem pa je sama hiša govorila. Kar se kulturne ponudbe tiče, se mi zdi, da sta lastnika zelo fleksibilna in zelo gostoljubna. Jaz mislim, da si lahko vsak najde nekaj za sebe, od poezije do glasbe, do potopisnih predavanj. Skratka, če vse skupaj strnemo, se meni zdi to na tem področju en najboljših placov sploh. Mi smo družina Vauda Benčevič, z leve Dora, Darvin, Igor in jaz. Smo v svojem stanovanju nad Muzikafejem. V bistvu živimo, to je kot ena dnevna soba, mi tudi nimamo televizije, nimamo dnevne sobe, ker v bistvu se kar po stopnicah spustiš in si na nek način kar v enem takem prostoru, ki je na nek način prostor druženja in prostor tudi vsega dogajanja in nam to zadošča, recimo. I'm paralyzed for love. Praznujemo 3 leta, se pravi 20. septembra smo odprli kavarno, predtem smo se julija preselili v to hišo, maja smo začeli z dogodki. V bistvu se tu sestajajo ljudje, ustvarjajo projekte, dogovarjajo se, pogovarjajo, tudi v bistvu prideš do takih ljudi, ko veš, ko nisi vedel, da so v tvojem okolju. Ne vem, najbolj eminentni slovenski glasbeniki ali na jazz, na etno področju se tukaj dobivajo, imajo tukaj vaje, ne. V končni fazi bo to tudi to bivanje in to, se pravi ta energija, mi dva rabimo te ljudi, da samemu mestu in nam dajo eno energijo tega prepletanja, mreženja. En redkih prostorov, ki ponuja glasbenikom tudi klavir, tako da se z veseljem dobivamo še tudi na inštrukcijah klavirja in vseh ostalih dogodkih. Skratka, navdušenje. Začutili so ta prostor, toliko jih je začaral, tako njih kot najo, da so res pripravljeni prihajati. Vidimo, da v bistvu da z nikomor nikdar ni težav. Čeprav vemo, da je ena oseba mogoče malo bolj komplicirana v nekih drugih primerih, ampak tukaj pri nas je neko vzajemno spoštovanje in ni vzvišanosti, ni prav ono neverjetno prisrčno. Mislim, všeč so mi mizice, pa dostikrat so tukaj tudi koncerti, pa ne vem, ta drevica, ne vem, poživijo. Treba povedati, da ima Ptuj 20.000 ljudi, recimo za razliko od Maribora, ampak je res pa tudi to spodbudno, da z Maribora prihajajo ljudje, tako da v bistvu se nam tudi Mariborčano kar dosti... Ja, to je tudi recimo ena vizija najina, ko smo to delala, smo rekli, da ne delamo to za Ptuj, ne. Absolutno so Ptujčani večinski obiskovalci in kavarne in dogodkov, ampak cilj nam je bil v bistvu to vele mesto, ki se mu reče cela Slovenija, zvabiti tudi na Ptuj, ne. V bistvu primanjkuje tudi takšnih prostorov, bi jaz še načel to tematiko v Sloveniji. Recimo, ne vem, Ljubljana ga skoraj da nima, v Mariboru je KGB, res je primanjkljaj teh prostorov. No, vse smo ugotovili, zakaj ne, ker res može biti tako, kot smo videli že prej rekla, nor pa zaljubljen, da se nekaj takega lotiš, recimo pač nekaj začetni kapital, ker ti ne smeš razmišljati, da bo tebi nekaj dombiček, to mora biti življenjski projekt. Nekako smo res želela, da se tu prepletajo vse te različne umetniške zvrsti, od literature do glasbe, do likovne umetnosti, do gledališke umetnosti in sam preplet. Potopisna predavanja so tudi. Ja, najbolj mi je bilo všeč, ko je bil Jude Ivanušič z predstavo Od tišine do glasbe, pa ko je Katalina nastopala. Delala bomo tako dolgo, dokler bo nama gušt, bi rekli po domače, ne, recimo. Ja, doskrat v življenju naredimo, kar čez noč spremembo, tako da.